Pozdravljeni! Danes se bomo ukvarjali z enim izmed največjih nesmislov, ki smo jih lahko videli v sodobni Formuli 1. Vprašanje, katerega se bomo lotili danes, leži nekako na moji duši že nekaj tednov. Ampak menim, da je bilo potrebno počakati do velike nagrade Emilia Romagna, da bo lahko vsak navdušenec razumel, zakaj gre. Namreč govorili bomo o tem, da v letošnji sezoni bo dobil statistično pole position voznik, ki bo dosegel najboljši čas na petkovih kvalifikacijah. Namreč na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli bomo videli tako imenovani sprint. In ne gre več za sprint kvalifikacijsko dirko, kot smo gledali v lanski sezoni, ampak za nekaj čisto drugačnega. Vsaj tako nam pravijo. Videli bomo, da v resnici se kaj preveč ni spremenilo. A najprej, da bomo razumeli, zakaj gre, se moramo prvo ustaviti pri besedni zvezi pole position, kaj to pomeni. In mnogi izmed vas boste sedaj začudeno pogledali, saj pole position je tisto, kar osvoji oni, ki je najhitrejši na kvalifikacijah. V večini primerov imate prav, ampak ni res. Namreč pole position je dobesedno najboljši štartni položaj. In tega ne osvoji zmeraj oni, ki je najboljši na kvalifikacijah. A želite primer? Sezona 2012, da ne bomo gledali preveč nazaj v zgodovino. V veliki nagradi Španije je Michael Schumacher, kolikor me spomin ne vara, povzročil trčenje takrat z Brunom Senno in je dobil kazen na naslednji dirki. Naslednja dirka je bila velika nagrada Monaka, kjer je bil Michael Schumacher najhitrejši na kvalifikacijah, ampak ni osvojil pole positiona. Namreč pribili so mu kazenska mesta, zato je pole position osvojil Mark Webber. In zadeva je logična. Mark Webber je dirko za veliko nagrado Monaka začel iz boljše štartne pozicije. Mislim, da tu logika nekako nam pravi, da zadeve gredo naprej v pravi smer. Podobna zadeva je bila lani, ko smo imeli kvalifikacije ter kvalifikacijsko dirko. In najboljši štartni položaj je osvojil tisti, ki je zmagal kvalifikacijsko dirko. In tudi tu mislim, da vkolikor uporabljamo prejšnji način razmišljanja, ni nobenih dvomov in vse je tako, kot mora biti. A nekaterim navdušencem to ni bilo povšeč. In marsikateri voznik se je pritoževal, prav ne razumem zakaj. Tisti statistični najboljši štartni položaj ne prinaša ne točke in še manj slave. Le neko prazno statistiko, na katero se obešajo pravzaprav oni, nimajo kaj drugega pametnega za povedati, in v tem primeru bomo videli, kako brez vsake vsebine je pole position na takem formatu videti. Namreč mnogi si bodo mislili, da kolikor osvoji pole position najhitrejši na petkovih kvalifikacijah, bo ta položaj držal tudi v nedeljo na dirki. Ampak tu še zdaleč ni res. Namreč športni pravilnik Formule 1 se ni spremenil, vsaj kar se tiče tistega člena, ki določa vrstni red dirke v nedeljo. To lahko vidimo na 41. členom, 4. točki pod razdelek A. Je jasno napisano, da se štartni red za dirko določi po končnem redu sprinta. V bistvu se med letošnjo in lansko sezono
ni nič spremenilo. In seveda, če smo pravzaprav natančni, tudi piše, da najhitrejši na sprintu bo imel pole position na dirki. In sedaj smo v dvomih, kako bo imel pole position na dirki, če smo ga podelili v petek na kvalifikacijah. No, tisto gre samo za statistiko, da ne bo pomot. In zopet smo prišli tja, kjer lahko vidimo, kako nekateri ali nočejo razumeti, ali niso sposobni razumeti, zakaj gre v svetu motošporta. Namreč, čemu je tako pomembno oddati pole position na kvalifikacijah v petek, to pravzaprav ne pomeni nič. In zopet se bodo dobili takšni in drugačni preračunljivi komentatorji, ki bodo to povečevali do neba. Pri Formuli 1 so odpravili lansko nepravilnost. Ja, nadomestili so jo še z večjo neumnostjo, kot smo lahko gledali lani. A dvomim, da se bodo razni častilci te spremembe sploh zavedali, kaj govorijo. In priznam, gre za moje osebno videnje in moje osebno mnenje, ampak vidimo lahko, da tu nekaj ne gre po tistem logičnem zaporedju, ki bi moral biti v svetu motošporta. Še sam športni pravilnik pravi, da zmagovalec sprinta je oni, ki bo dirko začel na pole positionu, čeprav mu ne bo prepisana. In tu ni kaj pripomniti in verjemite mi, da ko vidim take nesmisle, take zmazke, take nebuloze, sem razburjen. Razburjen zaradi tega, ker nekako se mi zdi, da samo zaradi neke politične korektnosti se tudi v Formuli 1 dogajajo take bedarije. Bi bilo mogoče to težavo odpraviti? Seveda, izjemno enostavno. Sam lahko ponudim dve alternativi. Prva, ki je izjemno znana tudi vsem, ki se ukvarjajo s Formulo 1, je format, ki ga vidimo v Formuli 2 in Formuli 3. Kjer lahko vidimo, da na sprintu velja obratni vrstni red. In tu bi lahko zarotirali prvo deseterico, kjer bi deseti na kvalifikacijah začel sprint iz najboljšega štartnega položaja. Na nedeljski dirki bi bili pa vsi razvrščeni tako, kot so dosegli rezultat na kvalifikacijah. In mislim, da bi bilo vsakomur jasno. Pole position za dirko bi osvojil tisti, ki je bil najhitrejši na kvalifikacijah. In tudi statistiko ne bi bilo nič napačno. Seveda, treba je razumeti, da tak format je lahko za koga prezahteven za razumevanje. Prav mislim, da bi ga lahko vsak, ki se malce poglobi v svet motošporta, razumel. In imamo še drugo varianto. Ta je sicer malce bolj drastična, ampak kolikor bi ukinili ta format dirkaškega vikenda, takih nebuloz ne bi bilo in sam bi lahko čas, ki sem ga nekako ukradel, uporabil za kaj bistveno bolj pametno. A glede na to, da so se mnogi v lanski sezoni pritoževali, je treba razjasniti, da rešitev, kot ste videli, je bistveno slabša od same težave. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.